December je za večino čas, ko nekako pogledamo nazaj v letu, postavimo okvire za naprej, smo tudi na dopustu in tudi naša današnja sogovornica je uradno na dopustu. Z Inštitutom 8. marec uradno pač ste na dopustu, sama pa si znova tik pred izdajo nove knjige. Tole snemamo večer potem, ko si objavila, da si še zadnjič šla čez te popravke, preden gre v tisk, čez besedilo, ne. Kje je zdaj ta dopust, ki ste ga sodelavci nekako napovedali po referendumskem in volilnem super letu? Ja, jaz s to knjigo sem urednici kar orang zamujala. Izšla naj bi že na začetku letošnje zime, ampak potem me je potegnilo v dogajanje različnih kampanj. Knjigi je naslov Me too, vihar, ki je pretresel svet in v bistvu govori o spolnem nadlegovanju in nasilju, predvsem pa tudi o potovanju Inštituta 8. marec do danes. In mogoče je meni na nek način lepo to delati zdaj, ko se je vse ustavilo, ker zame predstavlja ta knjiga tudi eno refleksijo, možnost premisleka, kaj smo naredili prav, kaj smo naredili narobe, in na nek način predstavlja zaključevanje tudi tega leta. Mogoče o tem bova še več kasneje, o tem letu, kaj se je zgodilo, pa kako je to vplivalo nate, ampak če se dotakneva recimo 3 prejšnjih knjig, ki so bile torej Pogumne punce, Predsodki, pričevanja in Pravica o splavu, torej pisma tebi, so imele vse nek podoben leitmotiv, ne? Bi rekla, da je ta knjiga zelo drugačna, glede na to, kar se je zgodilo v zadnjem letu, tudi s svojim študijem v ZDA, fundacija Baracka Obame. Ja, ta knjiga je nekako mešanica vsega. Po eni strani je osebna pripoved o tem, kaj se je dogajalo, po drugi strani je delo, ki temelji na zelo jasni teoriji, in po tretji strani tudi vključuje neke raziskave, ki smo jih kot inštitut opravljali in s katerimi sem se ukvarjala sama. Zdi se mi, da vsake knjige, ki sem se je lotila zato, ker sem hotela nekako umiriti nemir v svoji glavi. Jaz vedno pravim, da če nekateri ljudje imajo jogo, da se umirijo, ali pa sprehode, meni edina stvar, ki mi pomaga, ko mi je res preveč vsega, je to, da pišem. Da se ustavim, usedem, umirim in preko tega razmišljam o stvareh. In se mi zdi, da to zadnje delo na nek način odseva tudi ta nek vihar, ki se je dogajal okoli nas in pa tudi o meni sami. Zdaj vem, da si tudi zelo strastna bralka. Zanima me, te bolj umiri, rekla si, umirite pisanje, ampak te bolj umiri pisanje ali branje? Z branjem vem, da tudi večkrat na svojih kanalih, na družbenih omrežjih poveš, da končno imaš čas za neko stvar, ki ti je zelo blizu. To je verjetno tudi del, ki te spremlja že od otroštva, ne? Ja, meni so vedno veliko brali. Tudi imela sem ta privilegij, da sem s svojimi starši vsak vikend obiskala knjigarno in da sem si tam lahko zbrala, kaj bom brala prihodnji teden. Tako da je neka gradnja domače knjižnice in tudi v bistvu izbor knjig in obiskovanje knjigarn bil sestavni del mojega odraščanja, in to je pač ogromen privilegij. Zdaj pa berem zelo rada leposlovje, predvsem zaradi tega, ker mi predstavlja nek pobeg od resničnega sveta in predstavlja mi pa tudi neko novo perspektivo, neko možnost za razmislek. In jaz recimo vem, da zdaj, ko sem se res ustavila, preberem tudi po 2 knjigi na dan. Ti uspe dejansko toliko, no, mogoče ravno ob tem milo rečeno pestrem letu, ki je za tabo, tudi vrnila si se zdaj uradno iz Združenih držav Amerike, kjer si se izobraževala v sklopu fundacije Baracka Obame. Po velikem uspehu, torej na lanskem referendumu o pitni vodi, si bila tudi zelo aktivna v super volilnem letu kampanji za 3 referendume, predvsem za javni RTV. O pisanju knjige, kje si našla ta čas za branje, katere knjige so torej zaznamovale mogoče to tvoje leto, ki je bilo pač tako zelo pestro? Dobro vprašanje. Jaz recimo na dan, ko sem bila fizično napadena na Bavarskem dvoru, sem zvečer obiskala tik pred zaprtjem knjigarno skupaj z Alenko z inštituta in sem si izbrala 2 knjigi. Materinsko knjižico, ki je izšla pri Ludu literature, in mislim, da je naslov Osebno Miha Macinja, in sem jo prebrala na en mah še tisti večer, zaradi tega, ker se mi je prav zdelo, da v tem nekem trenutku strahu, trenutku nemoči, je edina uteha v nečem, kar ti je znano, kar ti je poznano, in to je zame gotovo branje. Trenutno imam priložnost brati 2 knjigi tik pred izidom.
Eno je roman Svetlane Aleksijevič, zgodba pričevanj, resničnih zgodb, oseb, ki so šle čez različne režime v Rusiji, in se mi zdi izjemna knjiga, ker na zelo jasen način prikaže, kako je osebno tudi politično in kako se vse, kar se dogaja. Tudi sama, ko pišeš o tem, večkrat izpostaviš, da ni tukaj jasne ločnice, nekako potrdiš mislim filozofov in mislecev iz preteklosti, ki so podobno že trdili, ne? Ja, točno tako. Jaz res mislim, da je to dvoje zelo močno prepleteno, hkrati pa mi je prav Svetlana Aleksijevič tudi nek vzor pri tem, kako se v inštitutu lotevamo stvari in kako pišem sama. Torej, na podlagi pričevanj ljudi, na podlagi tega, kar so ljudje dejansko doživeli, zapisati neko zgodbo, iz tega razumeti družbeno realnost. Druga pa je mladinski roman Kako mi je norost razložila svet, nemške avtorice, ki pa v bistvu govori o punčki, ki pogreša mamino bivšo partnerko, ki ni zadovoljna s trenutnim partnerjem, mame, ki se išče, ki si želi neke skupnosti, topline, in njenega v bistvu potovanja do tega, da ugotovi, kaj ta skupnost je. In prav obe dve te knjigi se mi zdi, da sem zadnji teden pred iztekom leta prebrala pač najljubši deli tega. No, evo, zanimivo. In dajva še malce retrospektivno pogledati nazaj v to leto. Obama fundacija te je postavila že torej prej ob bok 40 voditeljev prihodnosti. Kot edina predstavnica Evrope si praktično bila izbrana med 15 mladih, ki spreminjajo in bodo spreminjali svet na bolje. Gre za močan političen kapital. Marsikdo Inštitutu 8. marec in predvsem tudi tebi očita, da ste kot neke vrsta parapolitična organizacija, da bi se vtikali v politiko, ne prevzeli odgovornosti. Si tudi sama v tej luči kdaj podvomila o vašem delovanju, da bi pa vendarle morali neko večjo iniciativo prevzeti? Mogoče ravno v letošnjem letu, ne? Ne, mi definitivno se vtikamo v politiko in tega tudi ne skrivamo, zaradi tega, ker ustava nam daje možnost, zakonodaja nam daje možnost, da kot civilna družba, kot ljudje v Sloveniji vplivamo na sprejetje zakonov, vplivamo na referendume, vplivamo na to, kaj se v družbi dogaja. In jaz sama ne verjamem v to, da je civilna družba lahko apolitična. Jaz mislim, da tudi če neka organizacija namenoma ne komentira politike, se ne vtikuje v neko aktualno dogajanje, s tem reproducira stanje, ki obstaja. Tudi to statement nek, ne? Ja, in tudi to je neko politično delovanje. V Inštitutu 8. marec se vedno lotimo kampanj, kjer zelo jasno verjamemo v vsebino. In naša neka izhodišča so jasna. To je socialna država, spoštovanje javnega zdravstva, spoštovanje recimo nekih mehanizmov kolektivne solidarnosti, in zato za nas ni bilo vprašanje, a se vključiti v referendum za javno RTV, kjer smo bili jasno na neki strani čim bolj neodvisnih medijev, ali pa pač angažirati ljudi, da se udeležijo samih volitev. Vsi nas sprašujejo, če bomo stranka in zakaj se za to ne odločimo. Jaz mislim, da je politika ena zelo kompleksna veščina, ki zahteva zelo veliko vednosti, ki zahteva zelo veliko poznavanja tudi ozadij. Se mi zdi, da ljudje, ki to opazujemo od zunaj, pogosto ne razumemo, kaj vse se dogaja in kaj vse vpliva na neke odločitve. In jaz sama osebno mislim, da mi na to nismo pripravljeni. Že to, ko smo se spustili, recimo, in mi smo šli samo v en referendum za javno RTV, je od nas zahtevalo ogromno razmisleka, branja, preučevanja situacije. Hitro rečeš nekaj, kar ni čisto po črki zakona, in je to, kot so vam recimo učitelji takrat, ko ste rekli, da vlagate zakon, pa je potem črkobralstvo tukaj je pač pomembno, kakorkoli obrnemo. Točno to, in vsaka stvar v resnici zahteva ful veliko znanja in ful veliko poznavanja, in če je za nas toliko težko razumeti že en zakon, kaj bi šele bilo voditi državo. Pa mogoče ravno na tej točki, vendarle v inštitutu je tak velik nabor mladih, ki veliko berete, razmišljate široko in tako naprej. Torej, se ti mogoče ne zdi, da ravno mladi, sposobni ljudje zavračajo vstop v politiko, nažalost, vanjo pa se podajo na drugi strani neki mladi ali pa ljudje, ki imajo drugačne interese in si želijo nečesa drugega, ne pa delovanja za dobro skupnosti, kot bi naj politika pa neki dobri voditelji počeli? Jaz mislim, da toliko kot je različnih ljudi, toliko je razlogov, zakaj se nekdo odloči za neko udejstvovanje. Zdi se mi, da smo tudi dobili prvič
državni zbor, kjer imamo izjemno mlade poslance in poslanke. Razmišljajo drugače. Nih to sem hotela reči. Jaz pravim, da njihova naslednja resna preizkušnja bojo naslednje volitve, kjer se bo pokazalo, kako so oddelali svoj mandat, in zdi se mi predvsem pomembno, da opazujemo njihovo vsebino. Ko nekdo vstopi v institucijo, meni postane popolnoma vse, naj moški ali ženska, a je mlad ali je star, zanima me, kaj počne in kako se bo opredelil do temeljnih vprašanj, ki prihajajo prihodnje leto. In zame je eno od teh temeljnih vprašanj javno zdravstvo, in tukaj se bo izkazalo, koliko je vsem tem mladim ljudem, ki so na novo vstopili v to polje, res do stvari, ki so se jim zavezali pred volitvami. In verjetno bomo tudi videli, nekoliko je tem istim ljudem, pa tudi novemu državnemu zboru, res do depolitizacije številnih inštitucij, kar se je tudi že nekajkrat postavilo pod vprašaj. Kako sama mogoče opazuješ zdaj te zadnje zadeve, no, torej zdravstvo, pa policija? Verjetno si tudi tukaj kritično razmišljala o stvarih. Ne, absolutno. Jaz mislim, da pač prvi korak te vlade do depolitizacije, pa tudi drugi je bil izjemno dober. Vlada je najprej sprejela zakon proti škodljivim ukrepom oblasti. To je bil zakon, ki smo ga pripravili v Inštitutu 8. marec. To je zakon, ki je nekako umikal samovoljo z odločanja Ministrstva za kulturo. To je bil zakon, ki je umikal politizacijo šolstva, policije. Ampak po drugi strani pa tudi to zadnje dogajanje, do katerega prihaja, je neko opozorilo, na katerega sem jaz tudi že opozarjala v oddaji Tarča, kjer sem bila gostja, da obstaja verjetnost, da se bodo stvari dogajale na enak način, in da, čeprav je pomembno, da je vlada odmaknila iz zakonov to politizacijo, ki jo je prejšnja vlada sprejela, je zelo pomembno, da gledamo, kaj bojo počeli, in da nadzorujemo njihovo delovanje, ker politika ni samo to, kar piše v zakonih, je tudi to, kar se dogaja zraven, in sama jaz jemljem to, kar se je dogajalo z ministrico za notranje zadeve, ki je opozorila, da se morajo stvari reševati sistemsko in kjer je vztrajala na tej poziciji kot neko rdečo lučko, da ne smemo zaspati in da je čas, da se vrnemo z dopusta. In zdi se mi, da ona bi mogla biti še vedno ministrica. Zdaj, omenila si Tarčo, vendarle sem se spomnila enega takega zanimivega razmisleka, ki sem ga imela v preteklih dneh. Tam je bilo večkrat govor, ja, to je zdaj leva pa desna politična civilna družba. A ti pristajaš na take delitve, ti vidiš sama tako te stvari? Ker to smo večkrat slišali ravno v luči zadnje Tarče. Ne, meni v resnici se mi zdi tako, da v Inštitutu 8. marec vedno delamo na ravni vsebine. Mi smo šli, prva naša kampanja, ki smo se jo lotili, je bila kampanja proti vladi Marjana Šarca, ki je takrat skušala ukiniti dodatek za delovno aktivnost, ki je bil v bistvu ključen za to, da so mame, samohranilke, ki so zaposlene, pa ne zaslužijo dovolj, dobile državno pomoč, in to so hoteli takrat skenslati, in mi smo šli pač v naši maniri na barikade, ne glede na to, da je bila vlada takrat levo-sredinska. Spomnim, sem pokrivala to še kot novinar. Ja. Tako da to je bila naša prva kampanja. Potem je bila druga večja kampanja za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, kjer je prva nasprotno stopila Iva Dimic iz NSI-ja, ki je rekla, stojim za vašim predlogom, poslušam vas. Je pa res, da se je pač pod zadnjo vlado, ki smo jo potem volilci in volilke zamenjali, pač dogajalo marsikaj, kar se nam zdi nesprejemljivo. To, da so ljudi odnašali s Trga Republike, se nam je zdelo nesprejemljivo. To, kar se je dogajalo na RTV-ju, se nam je zdelo in se mi še vedno zdi nesprejemljivo. To, da se je prevzemali institucije, da se je poglabljali neenakosti, je bilo nekaj, proti čemer se nam je zdelo pač pomembno boriti. Zato smo tudi to zelo transparentno povedali pred volitvami. Ker ena odločitev, ki jo mi kot organizacija imamo, je, da vedno zelo direktno povemo, za čem stojimo v nekem danem trenutku. In to se mi zdi edino fair, in to se mi zdi na nek način bistveno manj politično od tega, da bi bili tiho in delali te stvari na skrivaj. Točno, prihodnost bo pokazala, kot smo rekli prej, enaki vatli za vse, so verjetno interes vsakogar, ki želi delati dobro za ljudi. Torej, kateri referendum oziroma zakonsko spremembo, to bi te še rada vprašala, je bilo najtežje izbojevati? Med zadnjo kampanjo o teh 3 referendumih si večkrat tudi na svojih osebnih objavah zapisala, da nisi mislila, da bo tako težko, da si bila na robu. Je bila to najtežja kampanja? Mislim, da je bila to najtežja kampanja zame osebno, pa za naš kolektiv, zaradi tega, ker sem jaz mogla hoditi okoli z varnostnikom, ker se nam je dogajalo, da so se redno na cesti ljudje za nami
drli grde stvari, ker je bilo prvič ogrožena naša varnost. Hkrati pa je v bistvu se mi zdi, da so ljudje imeli res že dovolj teh nenehnih volitev, referendumov, različnih prepirov med različnimi strankami in so si želeli samo miren december in je bilo čutiti neko željo po neki pasivnosti. Ampak kampanja, ki je bila pa tako... Kaj si večkrat, da te je bilo strah, ali boste uspeli, ne? Torej, to, kar ste zagovarjali, prenesti do ljudi, si izpostavili? Ja, jaz sem bila prepričana, da ne bomo zmagali. In jaz tudi, ko so prišli rezultati, je bil celoten kolektiv zelo skeptičen, a nam bo uspelo ali ne. Za nas ta zmaga ni bila samoumevna. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba vsak referendum, vsako vprašanje vedno znova dojeti kot ločeno zgodbo in vedeti, da ljudje niso lutke, da ljudje niso marionete, da se vedno odločajo svojo glavo in da so zadnji neki razmisleki. Najtežja bitka, ki smo jo pa mi na nek način na strukturni ravni bili, je bila pa zelo zanimiva bitka za vodovod v Anhovem, ki smo jo bili z okoljskimi organizacijami. Začeli smo jo ravno lani, nekje ob tem času. Zakaj je bila to tako težka bitka? Ker je bilo to nekaj na prvi pogled zelo samoumevnega, torej zagotoviti skupnosti brez vodovoda dostop do čiste in pitne vode. Potem pa se je videlo to, kaj se zgodi, ko se prepletajo interesi kapitala, politike. Pokazalo se je tudi to, da so pogosto desne in levosredinske stranke zadnji marsikaj zmenjene. Da kapital presega vse meje, ne? In, politične. To je bila za nas kar težka kampanja, ki pa smo jo na koncu tudi dobili. No, zdaj, če se vrnemo še k tvojim knjigam o ženskah, ki spreminjajo svet, torej Pogumne punce, tam nam predstaviš zgodbe 30 žensk, med njimi tudi srečamo Almo Karlin, Itorino, Marie Curie, pa tudi druge, ne, tudi mednarodne, ki so pač spreminjale svet, ki so mu pravila večinoma postavljali moški in ja, kdo ve, ali smo že ven iz tega. Skratka, katera od teh zgodb je tebe najbolj navdihnjena in bi rekla, vsi imamo neke zgodbe, po katerih nezavedno živimo ali pa bolj zavestno, si se vprašala? Ja, meni je bilo tako, ko sem jaz to knjigo pisala, to je bil moj prvi tak projekt in lotila sem se ga zelo piflarsko, torej ogromno sem brala in imela sem občutek, da sem na kavi za vsako od teh žensk. V zadnjem letu sem res pogosto pomislila na Almo Karlin, ker sem ogromno potovala sama in mi je bilo tudi zdaj, pač po letu 2020, težko to kdaj početi, pogosto me je bilo tudi strah in takrat sem imela v mislih, da če lahko ona s svojim pisalnim strojem Eriko prepotovala cel svet takrat, da pa res jaz nimam pač nobenih izgovorov. Pa se ti zdi simbolno, da ravno Alma Karlin je bila na nek način upornica v času, ko je ženska pri 30-ih, če ni bila že mama, ne vem, 2, 3 otrok, je bilo kar nekaj nenavadnega, danes je to vendarle drugače, ampak je premikala meje in na nek način si je drznila potovati sama, razmišljati v času, ko je bilo to malo da ne prepovedano ali pa vsaj nespodobno. Ja, definitivno. In zdi se mi, da je tudi to počela z neko radostjo do življenja in z nekim veseljem in z nekim velikim humorjem tudi svojstvenim in zato se mi zdi, da ja, je pač ena od vzornic, ki si jo jaz vedno prikličem pač v sam spomin. Zdi se mi, da pri teh raziskovanjih preteklosti, pri novem pisanju zgodovine, kjer se osredotočimo na neke ženske glasove, je zelo pomembno pa tudi to, da razumemo, da vsaka od teh žensk ni bila izjemna sama na sebi, ampak tudi zaradi neke skupnosti, v okviru katere je delovala. Jaz vedno govorim zgodbo tudi Rose Parks, ki jo poznamo, ker se je usedla na avtobus in se uprla segregaciji. Zanimivo je to, da je njena akcija pogosto razumemo kot nek individualen akt trmaste ženske. Za njo pa je bila cela organizacija, ki je točno vedela, kdaj poklicati odvetnike, kdaj iti na ulico, imela organizirane proteste in njo so samo zbrali, da je ta, ki to stori, ker je bila pač primerna kandidatka za to. Torej, to razumevanje se mi pa zdi, da nam pogosto umanjka in da ga je treba širiti. Da gre tukaj za neke strukturne spremembe. Mogoče, ko smo pri strukturnih spremembah, zdaj imamo prvič v zgodovini samostojne Slovenije na čelu države 2 ženski. Kakšen korak je to zate? Res si omenila sicer, da to zdaj moško, žensko. Tako da me res zanima, vendarle v luči vsega tega, kar smo zdaj povedali. Jaz bom rekla tako, jaz nikoli nisem zagovornik tega, da nekdo more
na svojo funkcijo priti samo zaradi svojega spola. To se mi zdi ena od velikih pomanjkljivosti liberalnega feminizma, ker se mi zdi, da je vedno treba razmišljati v kontekstu vsebine, v kontekstu preseganja razmer neenakosti, v kontekstu nastavljanja ogledala institucijam. Zdi se mi pa vsem tudi to, da imamo na vodilnih funkcijah več žensk v parlamentu tudi nek mogoče simptom tega, da vsem družba gre v neko enakopravnejšo smer, da se za to borimo, da so stvari jasne, je pa njihov test samo njihovo delovanje. Jaz mislim, da kot nekdo, ki se ima za feministko, kot nekdo, ki bo vedno na strani enakopravnosti, lahko največ naredim, da jih obravnavam enako strogo kot njihove moške kolege. In tukaj se mi zdi izjemno pomembno, da se one zavedajo, da imajo veliko odgovornost in da je njihova naloga, da delajo za vse ljudi, ne za peščico gospodov v kravatah, ki obvladujejo svet. Kar bodo zagotovo pokazale prihodnja leta in meseci. Pogumne punce, knjigo si torej, sama rekla, si imela privilegij predstavljati po šolah in ravno tam si dobila tudi navdih za knjigo Pisma tebi ob obisku šol, ki je hkrati zelo osebna in iskrena knjiga. V njej omeniš, da v življenju večkrat nisi znala reči ne. Bi rekla, da si skozi knjigo doživela neko katarzo, da zdaj drugače funkcioniraš? Joj, želela bi si. Ampak ne. Jaz mislim, da sem Ne znaš reči ne. Ne znam. Te stvari, tudi to, da sem tukaj sredi dopusta, je znak, da vedno rečem ja stvarim, ki se mi zdijo prav ali pa ki se mi jih zdi pomembno oddelati. Zdi se mi, da so to neki nenehni procesi in da je ta želja po ugajanju, ta želja po produktivnosti, ta želja po služenju tega sistema, ki nas predvsem uči biti neki ponižni delavci, v nas toliko zelo ukoreninjena, da zahteva neke nenehne bitke in nenehno urjenje v tem, kako se temu izogniti. In Pisma tebi se mi zdijo pomembna, ker pač naslavljajo otroke in najstnike, ravno zato, da ene te teme odpirajo, da z njimi pridejo v stik že zdaj in da se bojo naučili prej reči ne kot jaz. No, zdaj na dopustu si, Ja, uradno, ja. kot smo rekli prej. Če pogledava, številni prekarni delavci, samozaposleni, pa tudi tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas, pa si s svojim prihodkom osnovnim ne morejo privoščiti dostojnega življenja, privilegija do dopusta nimajo. Se počutiš privilegirano, ker lahko imaš dopust? Ja, absolutno. Jaz svojih privilegijev nikoli ne skrivam. Jaz mislim, da sem privilegirana z ogromno enih strani. Prva je ta, da sem pač odraščala v funkcionalni družini srednjega razreda, da so mi vedno brali, me vozili naokrog, se z mano vsem pogovarjali. Druga je ta, da sem imela ogromno podporo v času študija, da prav tudi zaradi neke zaslombe svojih bližnjih lahko počnem, kar počnem in s tem tudi pogosto veliko tvegam. Privilegij je tudi to, da živim v Sloveniji, kjer imamo javno zdravstvo in s sladkorno boleznijo tipa 1 lahko normalno živim. Precej drugače kot v ZDA, recimo. Precej drugače in to sem se naučila zelo brutalno v tem letu, ki sem ga preživela v Ameriki. Hkrati pa pač imam trenutno tudi ta izjemen privilegij, da lahko počnem stvari, ki si jih želim početi. In to se mi zdi izjemno pomembno. Zdi se mi pa, da je pomembno vprašanje, kako izkoristiti svoje privilegije. In jaz bi lahko v letu v Ameriki pač si res vzela čas zase in počela samo pač moje programe tam, pa sem se odločila delati tisto, kar se mi zdi prav. Tudi ne bi rabila skočiti v še en referendum, pa smo to naredili, ker se nam je zdelo prav pokazati solidarnost z delavci in delavkami na RTV-ju. Lahko bi se odločila marsikaj drugače in samo pisala knjige in udobno živela, pa sem se odločila za eno drugo pot. In glih ta odločitev izbire privilegijev, kaj z njimi početi, se mi zdi tisto, kar je v moji poziciji ključno. No, pri tej misli, da s privilegiji, ki so nam dani, tudi drugim pomagamo delati boljši pot in boljši vsakdan in jim omogočati, da tudi oni pridejo do kakšnih stvari, do katerih ne bi mogli, bi jaz kar zaključila tale pogovor. Hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci in poslušalke in poslušalci, ki ste bili z nami. Nika, tebi pa seveda eno inspirativno leto, polno nekih izzivov, ki te bodo peljali še naprej v teh mislih in razmislekih. Hvala.